Spoštovani minister, magister Borut Sajovic, spoštovani državni sekretar Vojko Volk, spoštovani profesor dr. Iztok Prezelj, spoštovani poveljnik sil Slovenske vojske, brigadir Boštjan Močnik, spoštovani župan občine Pivka, gospod Robert Smrdelj in drugi predstavniki lokalnih skupnosti, predstavniki Slovenske vojske, zveze častnikov, veterani, cenjeni udeleženci okrogle mize. Lepo pozdravljeni v Parku vojaške zgodovine na okrogli mizi Slovenija v svetu prelomnic, varnost, odpornost in strateške izbire, na katero smo vas povabili skupaj s Centrom za evropsko prihodnost in Zvezo slovenskih častnikov. Hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Ob vse bolj negotovih geopolitičnih razmerah, vojni v Evropi in njeni soseščini postajajo vprašanja varnosti ter strateške odpornosti vse pomembnejša. V tem ambientu vojaškega muzeja seveda najprej pomislimo na nevarnost vojne. Slovenija ima namreč sila ugodno prometno lego, ki ponuja cel kup gospodarskih priložnosti. A zgodovinska izkušnja nas uči, da je ugodna prometna lega tudi pomembna strateška lega. Slovenija se tako na področju varnosti ne more izogniti globalnemu dogajanju. Dogajanje v svetu ne moremo in ne smemo ignorirati, saj se nas zaradi naravno geografskih danosti našega ozemlja to dogajanje preprosto ne bo izognilo. A vprašanje varnosti in odpornosti družbe ter države je še veliko širše. Pogovor o tem je namenjen ta posvet, zato vas že zdaj vabim k široki razpravi in vam želim lep dan. Pozdravljeni, spoštovani panelisti, spoštovana publika, najlepša hvala, da ste si vzeli čas in ste danes tukaj z nami. Najlepša hvala tudi direktorju, gospod Boštjančič, za to, da nas gostite v res vrhunskem ambientu, za to, kar se bomo danes pogovarjali. Kot ste že vi omenili v uvodu, živimo v času res velikih sprememb, vedno večje negotovosti. Imamo vojno v Evropi, ki si je noben že par let prej ni mogel zamisliti. Imamo vedno večje, bolj napete odnose med velesilami. Prihaja do novih groženj, hibridnih groženj, vse to nas nekako sili k razmisleku, kako varni pravzaprav smo. Varnost, stabilnost in odpornost postajajo osrednje teme, ko razmišljamo o prihodnosti Evropske unije in tudi o naši prihodnosti v Sloveniji. Slovenija je članica dveh ključnih povezav, EU in NATO. Smo majhna država in zato moramo še posebej premišljeno izbrati, kako bomo skrbeli za svojo varnost in obrambo, hkrati pa imamo enak glas kot vse ostale članice, kar pomeni, da moramo tudi strateško razmisliti, kako bomo mi doprinesli k zavezništvu. Danes varnost ni le vojska in orožje, gre tudi za digitalno varnost, stabilne institucije, odporno družbo, pripravljenost na krizne razmere in sodelovanje med civilnim in vojaškim sektorjem. Zato bomo z našimi sogovorniki danes razpravljali o zelo pomembnih vprašanjih, kot so, kakšna bo prihodnost varnosti v Evropi, kakšno vlogo bomo imeli pri tem v Sloveniji, kako lahko postanemo bolj odporni in kako je odpornost temelj sodobne varnosti, kako uravnotežiti vlaganja v obrambo z drugimi pomembnimi potrebami družbe. Hvala za udeležbo še enkrat in res upam, da boste tudi aktivno sodelovali, bomo imeli na koncu priložnost tudi vprašanj. Zdaj pa kar začnemo, gospod minister. Začnemo malo z varnostnim, širšim globalnim varnostnim okoljem. Kako bi danes v luči teh globalnih izzivov vi ocenili varnostno okolje, v katerem deluje Slovenija? Mi se danes v bistvu pogovarjamo o varnosti vsak dan in mogoče še par let nazaj se nismo. Zakaj je to? Ja, vsem skupaj prijazen dober dan. Vprašanje je zahtevno, tako trenutek, v katerem živimo. Mislim, da je torek, smo 16 ur preživeli v Bruslju na različnih sestankih, na različnih forumih. Začeli smo s srečanjem ministrov NATO, potem kontaktna skupina pomoči Ukrajini, na koncu zaključili z EU zgodbo obrambnih ministrov. In moram reči, da na vprašanje, ki ga je postavila voditeljica, se da zelo odgovoriti enostavno,
predvsem pa iskreno pa konkretno, ne bo pa marsikšenemu všeč, ne. Ni lepo, ni dobro in jaz se resnično bojim, da je lahko še slabše. Luč na koncu tunela pa je, da delamo in moramo delati prave stvari, zato bomo pa rabili kar nekaj časa. In recimo imeli smo izziv, svet se je spremenil, dilema je bila, a smo Evropejci naredili dovolj, zagotovo nismo. Spremenila se je pozicija v svetu, najmočnejše države na svetu imajo tudi še druge izzive, druge fokuse in ena od lepih priložnosti je, da v Evropi naredimo korak, ki ga nam zadnjih 80 let, ko smo živeli v miru, ni bilo treba narediti. Del te zgodbe je Slovenija, jaz naše države izven Evropske skupnosti, izven NATO preprosto ne vidim. Mi sodelovanje, skupnost in pa zavezništvo potrebujemo vsak dan bolj in manj, ne bolj in ne manj. In te odločne korake moramo naprej narediti tudi v Sloveniji. Minister sem eno leto, moram pa reči, da sem hvaležen tistim, ki so na teh funkcijah, na teh mestih mandat začeli pred 3 leti in še malo, da so stvari na področju obrambe, modernizacije, kadrovske krepitve, nabav začeli v tisto smer, ki jo zdaj samo še pospešujemo in pa nadaljujemo. Tako da ta država bo imela 35 let, ne, in to bo obdobje v zgodovini in je, ker smo za odpornost, varnost in obrambo postorili največ, pa bi bilo bolj fajn pa manj skrbi, če bi rekli, da temu ni tako, ampak posledice spremenjenih mednarodnih in geostrateških razmer so tu, razumeti jih moramo, slišati, se jim prilagoditi in narediti tisto, kar je narediti treba. Najlepša hvala. In bomo še potem tudi kasneje govorili več o tem, kaj delamo v Sloveniji in kako se soočamo s temi izzivi. Za začetek pa, državni sekretar Vovk, bi mogoče nam dali vašo oceno varnostnega okolja v svetu in v Evropi. Tisti mikrofon. Hvala in lep pozdrav vsem še z moje strani. Kadarkoli pridem v ta muzej, sem vesel, ker se v meni obnovijo prepričanja, pa tudi spomini na to, da smo Slovenci uporniški narod in da imamo svoj muzej vojaške zgodovine, ki priča med drugim tudi o tem, da smo v življenju nekaj skozi dali, pa ne samo od majstra naprej, mi smo bili uporni že v času kmečkih uporov. Smo bili eni najbolj aktivnih, smo se zoperstavljali in se znali organizirati. In zdaj se spomnim, da sem nekoč nekje prebral, da je ob Tolminskem puntu, ki je bil tam nekje v začetku 16. stoletja, izdali celo prvi letak, tiskan letak, ki je pozival k uporu, Levkup je gor pisal in smo delali težave vsakemu, ki je hotel z nami slabo takrat gospodariti, ker so imeli gospodarje, pač smo takrat imeli. Potem imamo majstra, imamo epopejo partizanskega upora in imamo to, da smo se leto 1948 uprli takrat najmočnejši sili v Evropi, Sovjetski zvezi, ker je Tito rekel ne. In potem smo zaradi te odločitve popolnili polovico tega muzeja skoraj. Dobili od Amerike, no moram verjeti, ampak ta številka je zapisana tukaj noter, več kot skoraj 12 000 James tovornjakov 6x6.
Veste, kaj je to 12 tisoč? Dobili smo 235 letal Thunderjet, potem smo dobili Sabre tam. Skratka, Tito je leta 1954 parafiral sporazum o vstopu v NATO. To danes je spregledana stvar v slovenski zgodovini, v slovenskem zgodovinopisju, celo še posebej pa v šolskih kurikulumih. Skratka, ni veliko manjkalo. Tito se je takrat odločil zaradi svojih drugih kalkulacij za to, da bo šel vse neuvrščene in je bilo kar uspešno to, ampak skratka, do leta 1954 je našo varnost pred morebitno rusko agresijo, ki je bila najbolj možna leta 1951, garantirala Združene države Amerike. O tem ni nobenega dvoma. Zgradili smo ameriško nuklearko v Krškem z ameriškimi posojili in postali s tem tudi narod, Slovenci, ki zna upravljati najmodernejšo tehnologijo tistega časa, to se pravi nuklearko, ki še danes odlično deluje, je ameriška Westinghouse in bo delovala najmanj do leta 1943 in se že pripravljajo papirji za to, da bo delovala do leta 1963. Ja, 2063 si predstavlja. Kakšna kvalitetna izvedba in tako naprej. In kako potem seveda iz te že zdavno amortizirane elektrarne dobivamo. Res trajen vir elektrike in po zelo zmerni ceni. To je odgovor na to vprašanje, kakšen je danes ta trenutek. Slovenci vemo, kaj pomeni, ko te napade agresor. Imamo najbolj svezo izkušnjo, mi pa Hrvati. In takrat, ko smo se uprli, nas je neki blok, smo vedeli, kaj je treba delati. Tukaj vidim kar neki obrazov, so bili skupaj z mano v teritorialni obrambi in vsi veste, da kadar te prime, da greš, te ne more nič ustaviti. Ne grožnja, ne vem koliko tankov, ne letal in tako naprej. Enostavno greš in braniš to tvojo domovino, zato so jo pred tabo branili tvoji očetje, dedje, majster, pa še kdo. In isto je ta trenutek. To, kar dela Rusija, je agresija na suvereno državo. Tako je odločila Generalna skupščina Združenih narodov 2. marca, takoj po agresiji, 2. marca 2022. In mi smo se takrat odločili z resolucijo v državnem zboru, da Ukrajini pomagamo pri obrambi pred agresijo tudi z orožjem. In to delamo še danes. In to je tradicija, na kateri pomagamo prenotnosti, zelo se strinjam z ministrom, prenotnosti Evropske unije, ne samo, ko gre za gospodarske stvari, ampak tudi za obrambne, varnostne, ker je to edino, kar imamo in ker je to tisto ključno, na kar naši nasprotniki si prizadevajo. Razdeliti Evropsko unijo, da ne bo enotna, zato da bojo lahko obravnavali vsako državo posebej. To si želijo tudi tisti, ki so včasih izgledajo kot naši zavezniki, po vprašanju še so. In to si želijo tisti, ki z nami hočejo razdreti trgovinske sporazume na ravni Evropske unije, zato ker se je veliko lažje pogajati za trgovinske sporazume z vsako državo posebej. Jaz mislim, da bi v tem primeru tudi Nemčija slabo skozi pošla, tudi Francija, da si pa predstavljate, kakšen bi bil trgovinski sporazum 2-milijonske Slovenije s Kitajsko, recimo, ko bi se sami pogajali, pojedli bi nas. In zato bom sklenil z enim citatom, ki postaja zmeraj bolj popularen, ki ga je v Sloveniji izrekel italijanski predsednik države Mattarella, ko je rekel, da v Evropski uniji ali pa v Evropi obstajajo samo dve vrsti držav. Majhne države in tiste, ki se ne zavedajo, da so majhne. To je za začetek. Hvala. Zdaj pa, doktor Prezelj, če mogoče vaš malo izzovem. A smo mi na neki prelomni točki, kar se tiče mednarodne varnosti? Poslušamo, da se ureditev po drugi svetovni vojni spreminja. Kje se znajdemo zdaj v Evropi? Absolutno. Če skušamo sintetizirati, kaj se je zdaj zgodilo v zadnjih 5 letih, bi rekel, prva stvar, ki se je zgodila, presenečenje. Presenečenje, da smo v Evropi dobili situacijo, za katero nismo nikoli verjeli, da se bo še kdaj zgodila, da bomo bili priča agresiji, ne sprovocirani v resnici, vojaško ne sprovocirani agresiji ene suverene države zoper drugo. In zdaj, ko gledamo refleksijo vsega tega, vidimo, da ene države, ki so ob meji, so takoj dojele, kam to pelje, ene države rabimo kar nekaj časa. In zato se moramo recimo zdaj začeti bolj pogovarjati tudi na lokalni ravni, da bolj pripravimo svoje prebivalstvo, ampak o tem se bomo kasneje pogovarjali. Druga zadeva,
Zaradi te agresije je mednarodni mir in red in ureditev, rule-based order, ogrožen bistveno bolj kot kadarkoli prej. In vse vrednote, ki so jih gradili naši predhodniki po drugi svetovni vojni, OZN, sistem kolektivne varnosti OZN, vse to je postalo zdaj ne več samoumevno in bistveno bolj ogroženo kot prej. Potem smo, če smo prej doživljali, in tretja zadeva, s katero bi potem zaključil, če smo prej doživljali vojne samo nekako izven Evrope, z izjemo Jugoslavije, ker rečemo v Evropi ali pa na robu Evrope, smo zdaj dobili nazaj vojno zopet v Evropo in soočamo se ne samo s tem delom vojskovanja, ampak s celim spektrom hibridnega vojskovanja. Torej, mi smo zdaj zapleteni in upleteni v ekonomske oblike vojskovanja, mi imamo primere intenzivnega ruskega vohunjenja, vključno s Republiko Slovenijo, ker smo lansko leto prijazno pospremljali v izmenjavi dva očitno zelo pomembna vohuna, se pravi, to se nam dogaja bistveno bolj kot prej, potem sabotaže, zdaj imamo skratka cel spekter sabotaž v nordijskih državah, v Nemčiji, poskus na otoku Gotland, na Švedskem, zgodbe s sidri, ki jih ladja vleče 100 kilometrov, prostite, kdorkoli je kdaj čoln vozil, da ti 1 kilometer nekaj vlečeš po tleh, pa ne veš, je že malo čuden, kdo pa 100 kilometrov vleče, pa je zadeva jasna. In ne nazadnje cel spekter zdaj teh dronskih in letalskih kršitev zračnega prostora, tako na robu držav NATO in EU, kot tudi v državah NATO in EU. Tako da smo v nekih res novih razmerah, za katere nihče v Evropi ni bil pripravljen, vključno z nami, in zdaj moramo se pogovoriti, zanalizirati, stisniti vse svoje moči za to, da ne toliko, da samo odgovarjamo, ko se to zgodi, ampak zato, da to odvračamo. A smem samo vprašanje follow-up, ker ste omenili vrednote. In zdaj, naprimer, na globalnem nivoju se vrednote spreminjajo. Kako konkretno to vpliva na Slovenijo? Ja, če gremo čist v zelo primarni vidik vrednot, se pravi varnost, mir, vladavina prava, takoj, ko imaš ti človeka, posameznika v naši ulici ali pa državo v naši skupnosti držav, ki to krši in v tej državi se potem nič ne zgodi, imamo takoj negativen primer za vse ostale, ki bi podobno želeli nekako delati v nadaljevanju. Tako da v resnici je tukaj zdaj to se zgodilo. Če se je prej kolesje obračalo v smeri vedno večjega sodelovanja in tega liberalističnega koncepta sožitja, ker je bolj, ko bomo sodelovali, boljše je za vse, ne, se zdaj kolesja vrtijo v negativno smer. Mi zdaj destruktivno začenjamo tekmovati z Rusijo in Rusija, predvsem Rusija z nami, destruktivno začenjamo tekmovati in seveda, ne, to je absolutno zaskrbljujoče in alarmantno. Torej, vrednote so ogrožene do bazične vrednote, do bazične. Zamislimo si samo, da imamo v ulici enega, ki začne napadati in pobijati soseda in mi rečemo, saj to je pa 17 hiš do nas, to je še 17 hiš do nas, zdaj mi imamo še čas in mi zdaj čakamo in se sprašujemo. In če bi vprašala, gospod minister, mi smo večkrat, se mi zdi, pogleda deležni v Sloveniji, da Slovenija nekako izvzeta iz teh globalnih trendov. Tak občutek imam, ko imamo te debate, da bo to kar nekako šlo mimo nas, da te spremembe in trenja bi mi želeli biti nevtralni vsem tem in da bo nekako zgodovina šla mimo nas. Kaj bi vi rekli na to? Jaz večkrat rečem tistim ljudem dobro jutro, ne. Zbuditi se bo treba. Jaz sem prepričan, da nas tlele takih ni veliko, stvari so se res drastično spremenile in čas kliče samo po dejanjih in po ukrepih, preprosto to bo štel, ne. No vem, če ste videli, če je mu kdo čas, pa upam, da ste bili kje zunaj pa na vrtu, ne. Ta teden smo imeli odbor za obrambo, debata o proračunu za leti oziroma o spremembah za leto 26 in 27 in tudi v državnem zboru žal veliko nerazumevanja ali pa morebiti nekaj, kar je še bolj problem, ne.
da všečnosti in pa političnemu populizmu daš večjo težo kot pa obrambi domovine. Ne. Jaz vidim, mi bomo imeli veliko tehnike, krepili se bomo tudi, kar se moštva tiče, ampak kaj pomeni, če nisi enoten, ne? Mislim, da moramo Slovenke in Slovenci to imeti skozi v malih možganih iz obdobja iz druge svetovne vojne. Ne? Mene so nekateri vprašali, kaj sem po odboru mislil tistim, ki se pač s politiko te države ne strinjajo, pa so iz naših koalicijskih vrst, sem povedal odkrito tisto, kar jim gre, in pohvalil tudi predstavnike opozicijskih strank, ki so bili tam, da razmišljajo in delajo državotvorno. Iščemo skupaj rešitve in si na tem področju ne nagajamo in ne nabiramo političnih točk. Zdaj bomo rekli že prejšnji teden, ne, je bila parlamentarna skupščina Evrope, več kot 250 poslank in poslancev iz različnih parlamentov, iz različnih strank, ampak z enotnim duhom. Ne. To je tisto, kar šteje. Če ne bo enotnosti, potem je vse drugo, o čemer govorimo, zastonj. Tako je. In kako, na primer, gospod Vovk, bi vi rekli, da ti globalni trendi oziroma stanje trenutne agresije v Ukrajini, kako to vpliva na Slovenijo? Kaj nas lahko v Sloveniji skrbi kratkoročno in dolgoročno? Predvsem sem zelo vesel, da imamo, bom rekel, večinoma v slovenski politiki, ne samo v vladi, tudi v parlamentu, zelo jasne predstave o tem, o nečem, kar Slovenc po svoji genetski zasnovi ve, da mir ni zastonj. Moja pokojna mama je rekla, mir je tako kot zdravje. Je rekla, ceniš ga šele takrat, kadar ga nimaš. In tako, kot je treba vlagati v zdravje, je treba zavarovanje plačati, je treba za telo skrbeti, je treba zdravo jesti, včasih malo manj kadati, ali pa je ta Skratka, treba je v mir vlagati in kadar mi želimo v mir vlagati in se trudimo dopovedovati, da vlaganje v mir, v obrambo ni samo orožje, da letimo na gluha ušesa in nas zmerjajo, da je vse orožarsko. K česarkoli se dotaknemo, da je orožarsko. Se pa zgodba neha, ko jim rečemo, a je vojak orožje? Ni. Vojaka je treba vlagati, treba ga je obleči, treba mu je dati za jesti, treba ga je naučiti, izobraževati, treba imeti lastne obrambne sposobnosti, vlagati inovacije, raziskave in tako naprej. In če še to ne pomaga, potem seveda me poznate, potem se jaz ratam hudomušen pa rečem, če bi bili partizani mirovniki, danes te države pa tega naroda ne bi bilo več. In isto velja zdaj, če bomo rekli, vseeno, če Rusija vzame Ukrajino, Putin je tako rekel, da so Ukrajinci Rusi, mimogrede Hitler je rekel, da smo mi Nemci. Pa vseeno, tudi če vzame še Moldovo, ali pa tudi če obnovi cel sovjetski imperij, je za božjo voljo. Mi Slovenci prvi vemo, kaj pomeni obnavljanje imperija. Če si veliki madžarski imperij vzame nazaj prek morja, da ne govorimo o italijanskem, avstro-ogrskem in še kakšnem drugem, kaj nam pa ostane? Ljubljana pa Ljubljanski grad. Ne vem, če bi Tržač noč prišel. Tako da, to je trenutek, v katerem smo se v Sloveniji lotili nečesa, kar mislim, da je edino prav. Obrambo smo razumeli kot seštevek obrambe v ožjem smislu, varnosti te države in odpornosti te države. Vse tisto, kar je najbolj žlahtno v tej državi, je civilna zaščita, reševanje, in to je, kjer smo najbolj sposobni, in v to je treba vse vlagati. Ker če nimaš odpornosti, potem, ko se enkrat napadeno, potem nimaš nič. Jaz sem od ukrajinskih kolegov slišal to in rekel, kaj vi vidite v Evropi po televiziji po ruskih napadih? Kaj vidimo? Ogenj. Ja, pa gasilce vidite, kaj gasijo. To je odpornost. V vsakem napadu je treba ogenj pogasiti, na nov postaviti
električno centralo, zagnati vse skupaj, da deluje. In mi smo to razumeli. In zaključim ta del s tem, da rečem, da če je danes če je Slovenija najbolj ogrožena od hibridne vojne, kar smo, a ne? Potem se v hibridno vojno se ne spopadaš s tanki, Tako je. ampak se spopadaš s tistimi sredstvi, ki te pred hibridno vojno branijo. To se pravi kibernetska zaščita, a ne, zaščita pred dezinformacijami, propagando in pred posledicami vsega tega, ker so pa ponovadi terorizem in množične migracije, ki nam jih kdo sem pošle. Naj še to povem, da je, ko postajajo grožnje hibridne, nikoli ne veš, kjer je grožnja, se potem lahko pridružijo temu, da niso čisto nedolžne ali pa banalne. Recimo, pred 10 dnevi smo imeli prve skale postavljene na železniško progo, da je vlak iztiril. Bila je sreča, da ni bilo smrtnih žrtev. Pred 5 dnevi se je ponovilo in danes zjutraj spet. To se pravi, 3 primeri postavljanja skal na železniške tire so že pač nekaj, kar sproža alarm in bomo ukrepali. Ne? Je pa stvar taka, da že ne veš več, kje bi se lotil. Ne? Še posebej v državi, ki nima protiteroristične zakonodaje, to smo mi, edina od vseh okrog nas, ker pač živimo v tej utvari, da so človekove pravice bolj pomembne, kot pa pregon lopov. In nimamo niti ustrezne zakonodaje, ki bi naši Sovi omogočala sledenje najhujših kriminalcev. Tudi to bomo poskušali spremeniti, ampak vam garantiram, da smo edini od vseh sosed, ki tega nimamo. Hvala. Doktor Prezelj, ste želeli kaj dopolniti temu, ker kolikor jaz sem razumela državnega sekretarja Vovka, je v bistvu gre za našo suverenost, neodvisnost in našo identiteto. To so naši varnostni izzivi v Sloveniji. Ja, bi kar nadaljeval, ne. Mi se majčkeno obnašamo v mednarodni skupnosti, pa tudi do sebe, kot en tak, kar je krasno, da imamo ta luksus. To je krasno. Mi smo največji mehurček miru še zmeraj. Mi se tako obnašamo in mi se tako vedemo in naše percepcije so takšne. Imamo pa zdaj en problem. Svet pa ni več tak. Zdaj pa vsi mi vemo, tudi v osebnem življenju, saj lahko nekaj časa to tako greš, ne, dokler ne moreš več, ne, ker te nekaj po glavo, nekaj dobiš po glavi. In zdaj naša v resnici glavna naloga, s katero se mi moramo zdaj soočiti, je, da moramo delati na sebi, na svoji populaciji, na svojem zavedanju, kam smo mi zdaj sploh prišli. In glavno izhodišče, ki ga mi ne upoštevamo, zato ker smo naš strateški cilj še 20 let nazaj je bil, da smo člani EU in NATO, kjer se zdaj počutimo varne, ne. Torej, moramo si dopovedati, da smo majhna država. In majhna država je vedno zelo ranljiva, ima majhno vojsko, malo resursov, njena baza moči je zelo majhna. In kot taka mora biti v resnici še bolj pripravljena kot določene velike države. In kar ste že prej omenili, pri ministru ste omenili nevtralnost. Še posebej nevtralne države so se tega najbolj zavedali in zato so danes vojaško eno od najbolj pripravljenih držav v Evropi, v vojaškem smislu so nevtralne države. Pričemer tisti, ki danes rečejo, da je nevtralnost opcija za Slovenijo, na to pozabljajo. Ker nevtralnost je po njihovem mnenju mehurček miru, ker se nikoli nič ne bo zgodilo. In če gremo na nevtralnost, ko je Srbija razglasila kar nekaj let nazaj nevtralnost in nihče te nevtralnosti ni priznal. Torej, nevtralnosti mora nekdo priznati. Torej, mi imamo bolj problem tukaj sami s sabo in s to percepcijo, ki v resnici bo skozi manj bila realna in zdaj, ne, zato tudi je treba ceniti ta pogovor tu in še druge pogovore v lokalnih skupnostih, kjer smo pogovarjali in se bodo drugi pogovarjali tudi z ljudmi, z običajnimi ljudmi iz Republike Slovenije, ki imajo vse te strahove in še druge strahove in vse te percepcije. Pa da ne bi mislili, da se bi kdo hotel kaj kregati, saj to so vse legitimne percepcije, ampak enostavno in vsi si želimo mir. Vsi si želimo mir. Samo pride čas, ko imaš v ulici nasilneža, tako kot sem prej rekel, zdaj gospod Vovk ima zmeraj kakšne prispodobe, jaz ti tudi ne morem zdaj pomagati. Takoj, Vojko, ko rečeš neke prispodobe, se meni možgani odprejo. Zato, ko imaš ti v ulici nekoga, ki je nasilen do drugih, ti ne moreš biti na eni točki več nevtralen. Enostavno ne moreš več biti.
in Nemoralno, če se bo tako. mislim, neodgovorno je do sebe. Saj, če nam je vseeno za druge, do sebe je neodgovorno. In še nekaj to, da smo majhni. Danes se peljem na ta dogodek, evo, da začnemo ljudsko bottom up. Agropop ima eno pesem, Samo milijon nas je. In noter je ena vrstica, ki pravi, kdor je majhen, je vedno kriv, in kdor je majhen, je srečen, da je živ. In če zaključim zdaj še s temi Vojkovimi zgodovinskimi prispodobami, mi smo enostavno v tem entuziazmu osamosvojitvenem pozabili na zgodovino, delno tudi na svojo zgodovino in zdaj se delamo, kakor da tega ni bilo. In zdaj moramo sami s sabo opraviti, da postanemo odgovorni sami do sebe. Riba, ki je v veliki jati, najmanjša riba, ki je v veliki jati, meni, da ni pomembno, da hitro plava, ni pomembno, da se tišči k velikim ribam, to pač ni pomembno, zato ker nihče ne bo nič naredil. To je v bistvu nekaj najbolj neodgovornega, kar lahko delaš sam sebi. Ja, res je. In zdaj, tu smo nekako enakega mnenja na panelu, in vidim, ampak mi se res ukvarjamo z varnostjo in tudi nekateri v občinstvu vidim, da se ukvarjate, ker ste prisotni tukaj, vidim, da ste tudi iz vojske, ampak kaj pa drugi, more biti, če čisto izzovem, a smo mi danes bolj varni, kot smo bili 10 let nazaj? A kdo meni, da smo bolj varni? A se vi počutite, da naslednji generaciji ali pa sami bolj varni v tej državi kot 10 let nazaj? Bi dal do roko gor? Ali se čutimo, da smo v večji nevarnosti danes kot 10 let nazaj in da gremo v slabše varnostno okolje v Evropi? Ja. Večino, ja. Zdaj pa, če se nekako vsaj tukaj primarno strinjamo glede tega, da varnost ni zagotovljena, da moramo sami za njo poskrbeti. Gospod minister, kako se pa v Sloveniji odzivamo na te izzive? Imamo zdaj zavedanje, predvsem na nekem strateškem nivoju, pogovarjamo se tudi na nacionalnem nivoju več o odpornosti. Slovenija je prenovila strateške dokumente, veliko govorimo o konceptu obramba, varnost, odpornost. Kaj to pomeni za Slovenijo nacionalno in kaj to pomeni v mednarodnem kontekstu? Jaz mislim, da imamo srečo, da imamo skupaj z zavezniškimi državami in pa Evropsko unijo še kar čas, da stvari postavimo na svoje mesto, ampak čas za vsakodnevno trdno delo, ne pa za razmisleke, ne. Enkrat je eden od naših bivših predsednikov rekel, da Ukrajina vojno izgublja, ne. Mene je to na nek način razžalostil, prizadel. Rusi so pristali na letališču ob Kijevu, ne. Z oklepniki, s tanki, z vojsko so se že peljali proti centru mesta, pa so jih ustavili. Najbrž so mislili, da bojo to ukrajinsko zgodbo končali na hitro, v 14 dneh, tako ali pa še prej. Tako se je enostavno zgodba zaključila hitro na Krimu, pa v Gruziji, ne. Ampak vojne je zdaj že 1000 dni in več, ne. In oni se še zmeraj hrabro upirajo. To pomeni, da Rus glih tako močen, kot je mislil, ni, ne. In to je tisto, kar pomeni, da imamo čas zavezniki skupaj, da v par letih postavimo stvari na obrambnem področju na nivo, tako kot je treba. Tudi to jasno je sporočilo zavezništva, da seveda Američani ostanejo in ostajajo z nami v Evropi, da so po svetu še drugi izzivi. Zgodba zapletov na Indo-Pacifiku je možna in je realna, takrat bojo šle kakšne stvari tja in mi moramo biti na to pripravljeni in jaz sem prepričan, da bomo. In v Sloveniji,
tako kot sem že rekel, morbiti bo kasneje več izzivov, kaj delamo, da delamo prave stvari in jih moramo še naprej. Se pa strinjam z Vojko tu, ker če se bo ta vrtinc enkrat razplemtel, upam, da se ne bo, ne, takrat bo šlo spet za preživetje in pa obstoj. Tako kot je šlo v zgodovini, mi nismo nikdar in nikoli nikogar napadli, smo se pa vsaj trikrat pri obrambi izjemno odrezali in tako more biti tudi četrtič, petič in čez leta še desetič. Ne. Sem zadnjič bil na eni spominski slovesnosti v Grčaricah, tam med Ribanco in med Kočevjem, ne, je en starejši gospod, ki je tudi nekaj povedal, je rekel, zato, da se rodil, moraš reči, hvala lepa mami, ne. Zato, da se naučil pisati pa brati učiteljc. Zato, da je pa to v slovenščini, ne, moraš pa reči hvala lepa partizanom, pa teritorialni obrambi in vsem osamosvojiteljem od leta 45 do 91. In za to gre, ne. Morbiti še ena taka bolj osebna, jaz ne grem iz Primorske, da si ne zavrtim ostale Primorske, ne. To sem danes že naredil. Res, ja, to je zgodba, ne, ki ti solze na oči prvap in recimo danes je bil tak dan, takole pozno na šiht kot danes, že en cajt nisem šel, sem šel zjutraj v naš družinski samooskrben hlev, tam imamo že nekaj časa tudi družinski grob, oče je, ki je bil sin, postavil tam lipo, to je bilo leta 94, ne, in je rekel, jaz hočem biti tle pokopan, ne. In mi je napisal, kaj imam jaz kot njegov naslednik za poštimati, to sem naredil. Lipa je zdaj že taka, ne, tudi vnuki, ki hodijo, sem pa dal 4-5 let nazaj gor pa eno ploščo tako bronasto, to je pa ta druga misel, ko grem čez Postojanske vrata, ne, ko prav, da naj kdorkoli, kdaj vas vpraša, kdo živi na zemlji tej, ne, vedi, zemlja ta je naša, tvoji dedi spijo v njej, za njo bori se naprej. Igo Gruden, tam nek 46. 45. leta. Zato gre zelo preprost, za zelo enostavne stvari. Ja, najlepša hvala. In zdaj tudi več vlagamo v to obrambo in našo varnost, ne. Tako državni sekretar Volk, mogoče bi vi še dopolnili, da se malo več pogovarjamo tudi o strateški odpornosti in zakaj je to tako pomembno za majhne države. Zaradi tega, ker je zgodba, na kateri smo se mi utemeljili Slovenci, še posebej z, tam ne vidim, teritorialno obrambo in s tem, kar smo vložili v civilno zaščito, tako uspešna še danes, da bom kratek. Po Eurobarometer raziskavi, ne, ki velja za vse članice Evropske unije, eno vprašanje, ali veste, kaj je to civilna zaščita, so trije narodi, kjer je 80% odgovorili da. To smo Švedi, Finci in Slovenci. Vsi drugi so tam od 50. In ali zaupate svoji civilni zaščiti in tem sistemu reševanja, smo pa Slovenci prvi, smo že s 85. Ne? In na tej čudoviti zgodbi, ki je v Slovencih noter že vgrajena, smo potem preizkusili to, če to drži, lani na vaji Odpornost 24. In smo bili tako presenečeni, da boljš nismo mogli biti. Takrat je minister ocenil, na oceni bila vaje, kjer je bilo res veliko ljudi, je rekel, da se je s to vajo obudil duh, ne, da sosed pomaga sosedu.
To je pri Slovencih tisto, kar nam je dano, samo je treba pač vsake toliko časa malo poskusiti. In ta vaja nam je razkrila slabosti, ki jih imamo, v te zdaj poskušamo investirati in odkrila pozitivne stvari, ki jih imamo, to se pravi Slovenc se ne psti na svoji zemlji nikomor komandirati več, ker smo bili stoletja in tako naprej. In zdaj pač smo združili to zgodbo obrambe, varnosti in odpornosti v eno zgodbo, ne samo zato, da lažje politično prodamo te stroške, ampak zaradi tega, ker to tako tudi je. In nazadnje je celo NATO sam spoznal in je razdelil tistih 5% na 3,5 in 1,5, kjer po domač povedan 1,5 praktično vsaka država lahko zase odloči, kako jih bo uporabila. Tistih 3,5 so pa pač ožji obrambni stroški. Evo, na to smo naredili, v to smo investirali, v to smo zdaj zadnje dni sprejeli, kljub odporom. Mislim pa, da je večinsko Slovenci za to, da se v ta ožji pomen obrambe vlaga denar in da tle ni problema. In mislim tudi, da bomo ta denar porabili na način, da ne bo, ampak res niti grama korupcija zraven pri tem. Zaenkrat nam uspeva in upam, da bo šlo tako tudi naprej. Doktor Prezelj, kar Ja, vaše nadaljujem Vojkotovo zgodbo, torej da. Imamo eno tako čudno zgodbo v preteklosti in s Patrijem in še posebej takrat do leta 1994 z spoštovanjem, nespoštovanjem embarga na oboroževanje v nekdanji Jugoslaviji, tako da smo očitno zelo občutljivi pri nakupovanju česarkoli novega v vojaški dimenziji. Ampak, če grem zdaj na to, kaj Slovenija mora narediti, ne. Odgovorno za majhno državo je najprej, da še bolj zažene v 360-stopinjski pristop k zagotavljanju lastne varnosti. Našo vojsko moramo imeti relativno, saj v mojih očeh je cilj tako, mi moramo imeti relativno močno vojsko, ne? Mi moramo imeti relativno močne obveščevalne službe, mi moramo imeti relativno močno policijo, saj to je cilj neke države, ne nobeni ekscesi, pa ne nobene velike porabe. Potem nekaj drugega, kar smo zanemarili, obrambna in vojaška industrija. To, kar je bilo v Jugoslaviji, danes so samo ostanki tega in zdaj, kakor gleda dual use in vse to, kar smo tudi predpostavljeno pogovarjali, v tej dimenziji tudi stopamo zdaj in delamo prve korake. Umetna inteligenca bo omogočala, čeprav bojo to pobrali na koncu veliki akterji, bo vseeno omogočala veliko sodelovanja v različnih platformah. In tretja dimenzija, ki je pa najbolj pomembna bottom-up, je pa ta resilience, je pa odpornost prebivalstva, kjer moramo delati na informiranju, kjer moramo delati na različnih vajah, kjer moramo delati, se veliko pogovarjati. Recimo mene novinarji zdaj sprašujejo, kaj naj država naredi v zvezi z zaklonišči, ker je bilo, ne vem, večina jih je bilo razglašenih za samo en del, približno 10% je usposobljenih, večina je delno primernih, potem pa tudi en velik del ni, ne. Ampak zaklonišča imajo neke upravljalce, a ne? In ti upravljalci so lahko podjetja, so lahko institucije, recimo moja fakulteta, mi upravljamo s svojim zakloniščem, mi smo poskrbeli. Mi nismo najprej vprašali, kaj bo država naredila za naše zaklonišče, država nam je poslala inšpektorja, mi smo ga porihtali, kolikor se ga je dalo. Da je zdaj vsaj delno primeren in zdaj moramo še nekaj narediti, ne. In jaz si tako tudi predstavljam, da moramo na lokalni ravni začeti zdaj se pogovarjati več o tem in razmišljati tudi, kaj lahko ti najprej narediš za svojo lastno samozaščito. In to je vse déjà vu že za našo državo. Saj veste tisti, ne, ki ste to spremljali prej, da je déjà vu, prihajamo nazaj na nekaj, kar je bilo v Jugoslaviji, ne. In to je ta resilience, odpornost. Pa mogoče še samo to, ga nisem ugasnil, ne. Še to, na Fakulteti za družbene vede smo en zelo pomemben scenarij testirali 3-4 leta nazaj, ki je bil potem tudi na vaji resilience preverjen, in to je scenarij Armagedona. Torej, kaj se nam zgodi, če popolnoma odpove električna energija ali pa informacijska komunikacijska tehnologija. No, in zdaj vedno več vaj že testira take scenarije in to je ta 360-stopinjski zorni kot, zato ker nekaj takega se lahko zgodi v vojni, v primeru vojaškega napada, lahko se naredi v primeru terorističnega napada, lahko se zgodi v primeru hekerskega napada, kibernetskega napada, lahko se zgodi zaradi naravne nesreče. Mi imamo izkušnjo z tem scenarijem, da ni elektrike z leta 2014 v primeru naravne nesreče. Ampak 360-stopinjski pristop do tega je pač ta, da testiraš
ni elektrike, kaj bo zdaj, ne? In to je ta resilience, ne? Tukaj smo pa Slovenci, če smo malo slabši v vojaški dimenziji v primerjavi s kakšnimi evropskimi narodi, smo pa na tej točki v resnici izjemno močni, ker mi pa imamo ta intelekt. Intelekt izhaja iz te naše majhnosti in to se vidi tudi v različnih profesijah. Recimo slovenski vojak, slovenski znanstvenik v primerjavi z enim drugim vojakom pa drugim znanstvenikom je tako multioperabilen, da vam ne morem z besedami povedati. Mi smo ko eni hundertmajstri intelektualni v primerjavi z pripadniki velikih držav. In to pa mi imamo. Tako da kle smo mi močnejši. Mene zdaj ne skrbi več toliko, kaj bo zdaj na področju resilience, mene bolj skrbi, kaj bo v tisti prvi dimenziji. A bomo mi res dobili vojaške zmogljivosti? A ne bomo mi spet začeli na eni točki, spet nekaj rekli, ja, pa lahko bi bilo pa drugi 8-kolesnik. A veste, to imamo mi, ne? Lahko bi bili drugi. Ja, pa nakup ni bil 100% brezmadežnem, namreč tam obstaja nek sum, da eden je bil v nekem upravnem odboru 10 let nazaj nekje drugje in tukaj zdaj je neka povezava že. Jaz mislim, da bomo imeli večji problem tam, kot pa zdaj tukaj. Mi smo ta pravi hundertmajstri za resilience. Tudi za Evropo očitno. Gospod minister, to, kar je ravnokar doktor Prezelj naslovil, a vas tudi skrbijo vojaške zmogljivosti? Oziroma večkrat imamo to debato v družbi, kako uravnotežiti potrebo po vlaganjih v obrambo z drugimi družbenimi prioritetami. To smo tudi nenazadnje ravno prej v pogovoru naslavljali. In mogoče, če bi želeli še dodati kaj na to vlaganje v tehnologije dvojne rabe, o tem se mnogo govori zdaj, kako kako je treba na primer na področju kibernetske varnosti, logistike, energetike na tem področju tudi vlagati. Kakor, prosim. Ja, hvala lepa. Mene, da odgovorim direkt, mene te stvari ne skrbijo, zato ker jih moram narediti skupaj s sodelavci. In imam dobre sodelavce, takrat, kadar te je nekaj strah, kadar te nekaj skrbi, takrat nisi uspešen. Če je nekaj treba narediti, je to za narediti in to bomo storili. Koraki so pravi. V letošnjem letu, ne vem, kdor je bil kaj v Ankaranu pri divizionu, pomol lepo nastaja, Triglav pa Ankaran kot naši edini dve ladji bosta dobili končno svoj pomol. A smo bili in smo pomorska država, a nam je Piranski zaliv in naša obala ponos? Je. Treba bo počasi razmišljati, kakšna bo pa ta tretja ladja, ne? In kakšna bo, da bomo z njo lahko tudi reševali, pomagali ekološke zadeve rešiti, da bo tudi taka široko uporabna. Dobri smo, kar se tiče naročil helikopterjev, jih rabimo, vsak dan letimo z dvema, vsaj eden v Maribor, eden na Brniku, za civilne potrebe, za potrebe gorskega reševanja, za prevoz inkubatorjev. Falcon vozi za Eurotransplant. Včeraj sem videl na Facebooku Slovenske vojske, imeli ste vajo z Madžarsko skupaj. Tja sta Spartana peljala tudi tehniko pa robo. Smo dobri z manjšimi oklepniki, ne oklepniki, z manjšimi štirikolesnimi vozili za potrebe vojske. Oshkosh je super, je fajn pa modern, ampak kot ministra me skrbi, kadar se kaj pokvari, koliko časa rabimo v miru, da pridejo rezervni deli, ne? In to zadevo moramo mi pri naši ključni zmogljivosti, ki jo delamo že 14 ali pa 15 let, 8-kolesniki, tudi nadgraditi. Zato si v njih želim čim več slovenske tehnike, slovenskega znanja, ker če bomo to imeli, bomo znali tudi sami čez noč ali pa čez 2 noči popraviti. Iz kakšnih drugih držav ali pa z druge strani morja nam takrat, ko bo šlo zares,
ne bojo pomagali prav na hiter z rezervnimi deli, pa s tehniko, pa s servisi. Se spomnimo še zgodbe covida, pa se je sam 3 leta nazaj, ne. Ja, cepiv je bil ta prvi za tiste, ki ga delajo, poj, ki ga je bilo kaj viš, kaj je bil za druge, tudi za maske. Kako pa je bilo takrat z maskami? Preplačevali smo jih, pa bi jih še enkrat, pa dvakrat, pa trikrat, sam da bi jih dobili. Mi vemo to, kar smo dali zdaj v ta prvi program za zračno obrambo, za rezervne dele ukrajinskih mest, civilistov, žensk, otrok, stanovanj, zgradb, vodovodov, kritične infrastrukture, da so to relativno dragi nakupi. Ampak čez lužo je zdaj edina točka, kjer se tehniko, ki se streli dol raketo ali pa dron, da ta trenutek dobiti in pa kupiti. Za primerjavo pa za razmislek, ne? A smo vsi veseli v vas, ko gasilci dobijo nov avto, ne? Pa novo brizgalno. To je super. To smo vsi veseli, vsi razumemo, ko pridejo po novem letu s koledarjem ali pa pred novim letom prispevaš za koledar, ko gremo na gasilsko veselico, če pivo stane 2,5 evra, daš 5 pa rečeš, v redu je, ker veš, da bo to šlo v gasilski dom, v opremo, v vzgojo otrok. Vojake, radi bi jih imeli. Kako jih bomo peljali, kam, če se bo treba braniti? A bomo s ceradarjem, a bomo z marico, a bomo s kombi? Ne. Tako kot gasilc rab opremo, tako kot jo rabaš, če kmetuješ, tako rab tudi vojak. In mi, ker smo solidno in dobro stoječa država, nismo tako slabi, kot mislimo. Takole fajnih držav, ki je naša, pa takole lepih, je zelo malo. Mi si moramo dati v podzavest, da naš pripadnik, naša pripadnica potrebuje najboljšo in pa najbolj sodobno, pa najbolj varno tehniko. Kaj pa bo 8x8? Zaščito in mobilnost nudi. Zdaj, ko razmišljamo o prostorskih silah, mi imamo cela področja, cele regije, ne, kjer nimamo nobenih nastanitvenih zmogljivosti. In zato seveda moraš biti mobilen in pa boljš opremljen. In seveda mi bomo s temi zmogljivostmi šli naprej, morbiti ne glih tako hiter, kot si kdo misli, ker vse detajle, vse nianse je treba enkrat, dvakrat, pa trikrat preveriti, potem pa to odločno zagovarjati. Jaz si ne želim, pa vem, da me to čaka. Kakšna se vam zdi danes zgodba teh 2 helikopterjev, ki smo jih kupili, ne? Ja, zdaj, ki je pogodba podpisana, je prav smešna, ne? Zdaj si lahko rečemo, a mi smo pa res bedaki, ne? Nikdar in nikoli še nismo imeli 2 namenskih helikopterjev. Nikdar in nikoli. A kva smo mi naredili nacionalno dramo iz tega, kakšne barve bo ta, a v prtljažniku gori pa je lučka, a jo ni, in a se intubirane, kar se seveda v Leonardo tudi da narediti, v resnici pa vse vemo, da se to tam nikoli ne dela, ker se pacienta oskrbi na tleh, ne? In evo, zdaj se tega zavedamo. In jaz mislim, da moramo tudi pri vojaški tehniki imeti podoben razmislek. Kva rečemo, ne? Da so človeška življenja neprecenljiva. Res so. In zato je treba za to pač poskrbeti tudi na tehnični ravni in bomo poskrbeli. Hvala. Ja. In medtem, ko gradimo vojaške zmogljivosti, če mogoče spodbudim, ali lahko vlaganje v varnost razumemo tudi kot razvojno priložnost
zlasti na področju raziskav industrije, mora biti zaposlovanja. Če bomo to rekli na glas, ne, vsi ne bojo razumeli. Jaz si nočem, da smo država, ki je poznana od tega, da živi samo od oborožitve, od oboroževanja, ne. Bomo pa zgodovinsko izpadli bedaki in pa neumneži, če ne bomo naredili tistega, kar lahko, če ne bomo imeli stvari industrializiranih, in tudi na tem področju grejo stvari v ta pravo smer. Ko so razpisi Evropske obrambne agencije, naša podjetja, smešen bo, ne, če rečem, da smo po statistiki najboljši, ampak tako je. Kar se tiče razvoja produktov, se izjemno odrežemo, ne. Potem je pa konec, je pa tišina in to pokopira nekdo drug, razvije, mi pa za dober velik denar kupimo nazaj. Mi imamo v zgodbi Valhale ene najboljših kupol, ki obstajajo v tem delu sveta. Kupole od Tamale, Lokija pa do 25 in 30 znajo in zmorejo sestreliti dol drone in vse te zgodbe je treba razvijati in pa nadgrajevati naprej, ne. Ni pa nobena od te tehnike glih 100-procentna. Na glas se nikoli ne sliši, da smo imeli tudi oborožitveno postajo, ki je naredil morebiti najboljši na svetu na tem področju, ampak pri nas ni nikoli delovala, ne. Se moramo naučiti brez dlake na jeziku tudi iz zgodb havbic, ki smo jih imeli, pa niso bile morebiti idealne, ampak tak je življenje. Treba je graditi, rasti, razvijati, predvsem pa delati in biti enoten. Še ena misel, ne vem, Katja, koliko imamo še prostora? Minutka. Ma dan je še dolg, se je šele začel, ne. Ključno pa morebiti je prav, da s tem neham. Vsak teden, konec tedna obišem 2-3 gasilska društva, različne obletnice, ne, in rečem ljudem, pa tam zastopijo. Ko pogledaš levo in desno, ne, je treba tam videti ne svobodnjaka, ne demokrata, ne kristjana, ampak človeka, ki voli, moli in ljubi po svoje, ti je pa brat, sestra, rojak Slovenec. Za to gre. Najlepša hvala. Doktor Prezelj in državni sekretar Vovk, če mogoče samo dopolnite, kako lahko spodbudimo sodelovanje med gospodarstvom, raziskovalnimi inštitucijami, obrambnim sektorom in kako lahko lokalna skupnost, ki je zelo pomembna za varnost, mora biti prispeva k temu. No, jaz sem enkrat že rekel, da na tem področju zamujamo, sem pa vesel na tem, da se hitro prebujamo. In bom na kratko povedal, da iz vseh mojih pogovorov, ki sem jih kar nekaj opravil z številnimi slovenskimi podjetji, ki so prej temeljila na izdelavi rezerv oziroma delov za avtomobilsko industrijo nemško, za klasične avtomobile. Njihova skupna želja je, glede na to, da so izjemno kvalitetne tovarne, to so, predstavljate si tovarne družinske, skoraj 200 do 300 delavcev, kar je po slovenskih srednje veliko podjetje. Ta bazen vam seže nekje tam od Vranskega se začne pa do Maribora, ne, preko Zreč. Je tam okrog 90.000 delavcev, ki so vrhunski in znajo izdelovati karkoli hočete. Njihova želja je, da iz komponentašev, kar si sami rečejo, pridejo do končnih produktov, ki jih lahko ponudijo, zato da ne bomo zmeraj samo živeli od tega. Ker tudi tistih komponent, recimo sem bil v podjetju, ki dela 10 komponent za nemške avtomobile, ampak samo ena je profitabilna za mene. Vse drugo morajo delati praktično za nič ali pa za izgubo. No, in zdaj so se zbudili in hočejo delati izdelke. Vsi bi delali drone, ampak mi jih prepričujemo, da ne delajo vozila. In sicer vozila, ki letijo, vozijo po zemlji ali pa po vodi, električno.
In tle smo kar na dobri poti, imamo nekaj produktov, ne bom rekel, da jih je veliko, nekaj jih je, in gre se za to, kot je rekel minister, da jih spravimo iz butične ravni na industrijsko raven. In če bojo dobre za nas, jih bomo tudi drugam lahko prodali, in pa smo nekaj že naredili. Malo pa zamujamo. Samo, doktor Prezelj, samo preden prevzamete, bi potem poskušali kakšno vprašanje ali mnenje iz občinstva zdaj, tako da če ima kdo kakšno vprašanje pripravljeno. Ja, jaz mislim, da veliko zamujamo. Problem, ki ga imajo vse države v Evropi zdaj z tem boostanjem obrambne industrije, je, da je zelo težko pripeljati nek dobro zamišljen, stestiran produkt na TRL 9 stopnjo. To so technological readiness levels pri razvoju vseh komponent, vključno oborožitvenih sistemov, obstajajo in v resnici TRL 4, samo toliko, da veste, TRL 1 je ideja, teoretična ideja, TRL 4 je že stestirano v nekem okolju, se pravi, se živi ta perspektivno, ni. Potem se pa začne graditi zadevo za trg, ne, in tukaj imamo v Sloveniji sploh na tem področju zdaj največji manko, se pravi TRL 5, TRL 6, TRL 7 in potem plasiranje nečesa na trg, ne, čeprav so nekateri to že uspeli, ampak to je ta težek del, ne, ker tudi slovenska znanost je potem skozi, če je že na začetku relevantna, recimo, to govorim zdaj kot znanstvenik, na začetku je relevantna, pa je skozi manj relevantna, pa so tržne razmere, ekonomisti, tržne strategije, kdo bo kupil, a se ti izide finančno in vse to. Tako da tukaj na teh visokih TRL-jih bo treba nekaj narediti in zdaj tako imamo dvojno, ne. Eno imamo, kar izhaja iz te dual use konference, ki smo imeli, eno so te nacionalne spodbude, ki jih bomo lahko dajali, kjer bomo lahko v skladu z našimi prioritetami ali kaj usmerjali, ali kaj tudi finančno podpirali, to je to, kar namerava se prek DOVOS in SDH. Potem se pa na evropski ravni oblikujejo tudi klasterji zdaj tega. Če sam pogledamo včeraj, ne, je Evropska komisija dala svoj Defense Readiness Roadmap 2030, kjer je enostavno ugotovila, da se bodo v Evropi s pomočjo komisije in Evropske unije oblikovali klasterji proizvajalcev, tako, ki ne bodo nikoli zaprti, še vedno se bo dalo noter iti, ki bodo segmentirano, prioritizirano se fokusirali na določene segmente. In sicer to v segmentu dronske obrambe, protidronske obrambe, v segmentu protizračne obrambe, v segmentu space in v segmentu military mobility, recimo. Ne. In zdaj vsi moji stiki z slovensko obrambno industrijo, tudi ko smo delali te informativne dneve za EDO, za evropska sredstva, mi imamo veliko zainteresiranih podjetij, zelo veliko, interes je presenetljiv, bi rekel, glede na vse tisto, kar smo se prej pogovarjali, da Slovenci smo v mehurčku, da ne dojemamo še, interes je presenetljiv, know-how je, torej rabimo samo še nekako dirigirati zdaj to na nacionalni ravni do EU-ja in skupaj z EU-jem, torej to nam manjka, ne. In jaz mislim, da kakor se zdaj odvija, gremo nekako v to smer, seveda pa, ker smo majhna riba, da glavni projekti bodo francoski, nemški, malo še španski, britanski, malo še španski, pa malo še malo španski, italijanski, pa ja. Vendar priložnost je. Priložnost pa je. Ima kdo morebiti kakšno vprašanje, komentar za, prosim, predstavite se, pa mikrofon bo prišel do vas, evo, sekunda. Rado Jurač, občinsko združenje Zveze častnikov Ilirska Bistrica. Jaz bi se vrnil tja, kjer je končal minister s svojim citatom in bi se osredotočil na to, kako pravico in dolžnost do odpornosti spraviti do slehernega občana oziroma prebivalca Slovenije. Nekako tako, kot smo to počeli po letu 68 oziroma 74, ko smo skozi sistem Splošnega ljudskega odbora in družbene samozaščite gradili sistem, ki je šel pravzaprav vertikalno od ljudi proti, recimo, teritorialni obrambi pa takratnim drugim enotam, ki so bile na tem področju. To govorim zato, ker ko hodim po šolah, pa se pogovarjam predvsem s srednješolci,
Oni so vsi mirovniki. Mirovniki niso zato, da bi bili vojaki in nekako razmišljajo o tem, da živimo v miru in nihče nas ne bo napadel. In tudi danes, ko se pogovarjamo z gimnazijci, pričakujejo, da nas bo, če bo prišlo do česar, branila Slovenska vojska. Sami pa svoje vloge kot bodoči občani v tem ne vidijo. Jaz mislim, da bi morali skozi izobraževalni sistem spet vpeljati neko obliko, da se že tam, bi rekel, spoznajo v mladosti, da je treba živeti sicer v miru in se pripravljati, kot da bo 100 let miru, pa vendar biti pripravljen, če pride do vojne. Hvala lepa. Lahko vzamemo še kakšno konkretno vprašanje ali mnenje iz publike, preden potem zaključimo panel. Izvolite. Lep pozdrav. Sandi Curk, regijski poveljnik civilne zaščite za Primorsko in Notranjsko, pa bi se obrnil na vas, gospod Prezelj. V pogovoru je bilo zelo poudarjen besedni člen vrednote in pa Evropska unija. Ne morem mimo izkušnje, danes 27 držav, ena družina Evrope, vendar ali je po vaši oceni Evropa vendarle dozorela na temelju tistega, kar je nastala je na solidarnosti in povezanosti in miru. V obdobju covida je ena od evropskih držav na svojih tleh zaustavila in zajela pomoč, ki je prihajala iz tujine in pa zaščitna sredstva. Tukaj je odpovedala solidarnost, odpovedalo je glavno sporočilo Evrope, zopet je brat postal človek človeku. Če se pogovarjamo o vojni, na evropskih tleh se pogovarjamo o enotnosti in solidarnosti. Bi se želeli odzvati, mora biti na katero točko? Kar se tiče izobraževalnega sistema, razumem. Pa bom kar jaz, če minister še nekaj pripravlja. Bi najprej na prvo vprašanje, kako spraviti to do slehernika. To je tisto ključno, o čemer sem jaz rekel. Mi imamo zdaj več sami s seboj upraviti, kot pa s čemerkoli drugim. Tudi to, nabava nekega orožja, pa to, tako kot marsikdaj minister pravi, če ne bo nobenega, ki bo streljal, ali pa če ne bo nobenega, ki bo gasil, potem nam noben kamion, pa noben 8-kolesnik ne pomaga. Izobraževalni mehanizem je ključni. Imamo pa zdaj en problem tukaj in bom potem tudi povezal to z drugim vprašanjem. Namreč v tej družbi, kjer je dezinformiranja zdaj toliko, tudi namernega, strani akterjev druge strani, je zelo težko ustvariti enotno percepcijo. In tudi bolj, ko smo demokracija, več težav bomo s tem imeli. Že v prejšnjem režimu je bilo nekaj težav s tem, nekdanji Jugoslaviji, ampak je bilo bistveno manj težav in v nedemokratičnih državah je to bistveno lažje. Demokracija bomo vedno bomo imeli nek problem, na katerega vi niste navajeni, in sicer to je ta pluralnost mnenj, s katero se potem da delati v drugi fazi, ampak nimaš tiste odločnosti, ki je na prvi pogled željena, sploh pri takšnih eksistencialnih zadevah. In to je ravno tisto, kar Rusija, to je karta, na katero Rusija zdaj igra. Rusija ve, da ima, ker smo demokratične države, veliko možnosti, da razbija enotnost članic držav NATO in članic EU-ja na različne načine. Dezinformiranje je samo en način. Z agenti vpliva in tako naprej. Tako da izobraževanje, komuniciranje, informiranje. Pa tudi Slovenci nismo neumni. Zdaj se spreminja percepcija ogroženosti, se spreminja. Nekoč smo bili ogroženi, varni 80%, 86% Slovencev je po naših javnomnenjskih raziskavah rekel, da so varni, zdaj je manj kot 60 in pada. Tako da stvari se bojo v enem smislu same začele postavljati, to, kar vas skrbi, v drugem smislu pa nekaj mi moramo narediti s temi pripravami. Zdaj pa še to, če grem na to, ali je Evropa dozorela. To so testi za Evropo. Tako je bil COVID test, na katerem je Evropa delno padla, delno naredila, je zdaj to spet test za Evropo. In kozarce na pol poln, na pol prazen. Jaz
želim biti optimist, ampak službeno pa nisem, ker službeno se pa s praznim kozarcem ukvarjam in to bo test. Če bomo oblikovali tudi v varnostnem smislu Evropo različnih hitrosti, to ni nujno najboljši, je pa še zmeraj boljši kot nič. A ne? Tudi alianse razpadajo ponovadi na taki točki, ko se pač ne delijo istega teoretično, zdaj govorim, istega okvirja percepcije ogroženosti se ne govori, ali pa ena država se riskantno vede in potem potegne za sabo par držav, druge se pa ne strinjajo. To je pač recept za razpadanje. Ampak dajmo temu reči tako, to je test za Evropo, delno smo zreli za to, zagotovo bo nekaj težav, ampak zagotovo bo pa tudi kar nekaj pomoči in Slovenci sami ne smemo biti naivni preveč, ne? Naivni. Torej, nekdo nam bo že pomagal, gospod minister, nekdo nam bo, ampak mi moramo najprej nase računati. In ker tisti nekdo, ki nam bo pomagal, to ne bo prišlo takoj, to bo čez nekaj časa. Vmes moramo pa mi poskrbeti. Če gledam še bolj ozko, naše teritorialne sile morajo za vojaške poskrbeti za nekaj, preden in Slovenska vojska, preden pride neka zunanja pomoč. Tako da ja, delno zreli. Mogoče si vzamemo čas, že kakšen komentar, vprašanje? Torej, neko statistiko sem bral in samo 3% ali pa 5% Slovencev in Slovenk, ki so se rodili na tem območju v zadnjih verjetno stoletjih, se je rodilo in umrlo v isti državi. Zdaj pa glede na vas, na paneliste, glede na vaše mnenje, glede na ta bubble, ki ga imamo, koliko procentov je, da se naši otroci ali pa te, ki so zelo mladi, postarajo v Sloveniji? Verjetno enostavno vprašanje. Hvala Bogu, da nisem na panelu zdaj. Izvolite. Je rekel moj nono Rudolf, je rekel, sem živel v 4 državah, ma se nisem zmaknil s hiše. Ampak to je v našem DNK. Mi smo tak preživetveniki smo, survivori smo, se ne damo, smo uporniki, se pravim. To mirovništvo je bilo v nas nekako prinešeno, ne? In ni v našem DNK. Če nekdo pride k Slovencu, klenemu na dvorišče in mu razgraja po dvorišču, pa uničuje imovino, ga bo odstranil nekako. Ne bo mu rekel, izvoli, pridi naprej in kavo skuhal, ne, in tako naprej. Tako da, to je to. Pri dezinformacijah sem hotel to reči, da je pa prišlo zdaj do ene zelo zanimive točke. Namreč, ko Rusija za svojo propagando ne ve več, kako upravičiti svoje početje. Ne? Kaj danes, s čim lahko Rusija upraviči, da danes intenzivno, evo pa včeraj spet, napada stanovanjska naselja, bolnišnice, električne centrale, električne razdelilne naprave. Kaj je cilj tega? Kaj lahko Putin na tiskovni konferenci reče, včeraj smo razbili ne vem koliko stanovanjskih naselij, kar nekje v Ukrajini, niti ne v Donbasu, bolnic, pobili ne vem koliko ljudi. Kaj je cilj tega? In potem seveda pride do situacije, ko ob razpravi, vroči razpravi, interni, meni je žal, da te razprave niso javne. Nekdo reče, iz koalicije reče, zakaj kupujemo rakete za obrambo ukrajinskega orožja, zakaj zapravljamo denar za to? Ne? Pa enostavno pa reče, sej, če Rusi ne bi streljali, nam ne bi bilo treba kupovati. In pa se misliš, kako je to banalen odgovor, ampak hudič v rad si rečeš, mislim, resno. Kaj delajo Rusi tam v Ukrajini? Kaj počnejo? Zakaj jih nekateri pri tem še kar podpirajo z nekimi političnimi, geopolitičnimi razlogi, da se morajo Rusi braniti? Pred kom? Ne? Tako da ta propaganda počasi umira, moram reči, in ne bo več dolgo uspešna. Točka preloma pa zna biti ena, za katero ne znam presoditi, da se bo zgodila ali ne, ampak je pa na mizi. 140 milijard ruskega premoženja je zamrznenega v Evropi. Zelo blizu smo točki, ko bo lahko, morda v kratkem, morda malo kasneje, sprejeta odločitev, da se 140 milijard ruskega denarja, ki je v Evropi, uporabi za obrambo Ukrajine. Pod določenimi pogoji in seveda začasno. Če zdaj razumem, se obresti že uporabljajo, mar ne? Obresti se že, ampak 140 milijard je zadost približno za 10 let obrambe Ukrajine. In to je denar, ki je
praktično, a ne, ki ga ne more parirati ne Amerika, ne Rusija. To bi bil pa velik game changer. Še eno vprašanje imamo ali komentar? Brigadir Močnik, poveljnik sil. Danes smo slišali ogromno strani iz političnega okolja in pa znanstvenega, pa bi jaz mogoče samo delil eno misel, ker je trenutek pravi. V vojaškem svetu, kjer se pa jaz gibem zadnji 2 leti po celotni Evropi, po številnih državah in imamo dialog vojaški poveljniki, z lahkoto lahko potrdim to, kar smo danes v bistvu slišali. Danes smo slišali, če vzamem samo eno misel, da smo trenutno na neki točki, ko počasi ugaša, lahko rečemo in porabimo besedo civilianizacija. Vse druge države so na podobni stopnji. Na stopnji, kjer se družba sprašuje, ali bo tako, kot je bilo včeraj, ali bo jutri malce drugače. Se pravi, to vprašanje, ki se danes poraja pri nas, ni unikum, o njem se sprašujejo, vam lahko povem iz prve roke, tako v Franciji, kot tudi na Otoku, v Zvezni republiki Nemčiji in še marsikje druge. In se strinjam to, kar so panelisti povedali. Če je kdo to dokazal v zadnjih 100 letih, je ta prostor to dokazal, da to zmore in jaz sem globoko prepričan, da bo tako tudi jutri. Hvala. Najlepša hvala, gospod župan. Ja, dober dan še z moje strani. Jaz sem vesel, da je ta debata tukaj v Parku vojaške zgodovine, kjer pravzaprav na nek način lahko vidimo, kaj je človek vsega sposoben, sploh v času vojne. In da vojne so in tako naprej. Jaz mislim, da na nek način je treba naše javno mnenje spraviti do tega, da bodo ljudje razumeli, da opcija vojne zmerom obstaja in da tu ni tako čist nerealna varianta. Jaz mislim, da še zmerom živimo precej res v takem balončku, da pač enostavno bo šlo res vse okrog nas in da tu ni nekaj, kar se nam v resnici lahko zgodi. Ampak če pogledamo zgodovino, pa ne nazadnje dogajanje okrog nas, jaz mislim, da to temo bo treba res več govoriti, tako kot danes, in enostavno probati res obračati javno mnenje v smer res tega zavedanja, da pač se je treba na to temo tudi resno obnašati. Da mogoče še iz občinskega ali pa z tega županskega zornega kota, imeli smo kar nekaj diskusij že tudi na ministrstvu, na kakšen način ta civilni del vpenjati, ki je lahko tukaj nekaj naredimo korakov naprej, kaj je smiselno. Tukaj seveda takoj pridemo na civilno zaščito, na našo gasilerijo, rečem jaz. Tukaj imamo, lahko rečemo, na lokalni ravni neko našo, jaz rečem, vojsko, ki lahko ves čas na njo računamo. In nenazadnje, tako kot je prej minister rekel, nekako zavedanje je, da gasilce rabimo, da rabimo to opremo, zaradi tega, ker imamo v glavi, da se nam lahko jutri zgodi požar. In če bi tudi skozi ta vrata probali nekako širiti to logiko javnega mnenja in dobiti to logiko bliže, mislim, da bi en korakec naredili tudi v pravi smeri, ker gasilce, ja, bi rekel, vsi obrajtamo, jih imamo radi, radi tudi kaj nabavimo, kolikor je pač v naši moči. No, tu je en segment definitivno, ki v veliki meri, mogoče se premalo zavedamo, sloni na občinski ravni. Gasilerija, civilna zaščita, zaenkrat tudi sistemsko je občinska raven in tukaj imamo še lahko še marsikakšen izziv, zato da so stvari še boljše, še bolj dodelane. Še en segment mogoče je prehranska oskrba na lokalnem nivoju. Mi smo imeli že kar nekajkrat debato z različnimi ministri, tudi na to temo, da pravzaprav recimo vojska v mirnem času, dobro, zdaj se mogoče stvari malenko spreminjajo, ampak ima nabave prek javnih naročil, iz širšega prostora, pride pač hrana od kjerkoli že, ampak vojsko imamo ali pa delamo z vojsko ali pa jo ćemo imeti usposobljeno za to, da pač za vsak slučaj, če bo kaj narobe. No, takrat je zelo verjetno tista javna naročila ne bodo funkcionirala.
In iz tega zornega kota se mi zdi, da bi morali že zdaj v mirnem času več narediti na temu, da so te enote čim bolj lokalno skrbljene, ne nazadnje tudi, bi rekel, neka lokalna motivacija za skupno bivanje v nekem prostoru. In jaz mislim, da imamo ogromen izziv tudi na lokalni samooskrbi v javnih inštitucijah. Tukaj bistveno premalo naredimo, ki bi lahko naredili bistveno več in bi na nek način naredili pomemben korak naprej. Šole, vrtci in tako naprej, vsi govorimo o zdravi hrani, prehrani in tako naprej, ampak veste, v veliki meri vse to teče prek nekih sistemov javnih naročil in tukaj definitivno imamo še velik manevrski prostor. Toliko, hvala. Super, najlepša hvala. Zdaj ste pa izpostavili temo za celo novo uro, kar lahko odpremo. Na tej točki mislim, da bomo mogli zaključiti. Žal, dala bi govorcem priložnost za čisto eno kratko minutno zaključno misel. Mnogo stvari smo slišali, tudi neke nove teme smo odprli. Mogoče samo povzetek, kaj bi bilo vaše ključno sporočilo za Slovenijo danes in mogoče, če bi bili tu čez eno leto in se pogovarjali, o čem se bomo pa potem pogovarjali. Minister, boste kar vi začeli? Moj zadnji sporočil je, zavedajmo se pomena zavezništva. Smo ga imeli v prvi vojni, v drugi vojni so tle umirali kanadski, ameriški, avstralski piloti, ki so nas branili, pomagali so nam leta 1991. Prvo sporočilo, zavezništvo je dragoceno, ta drugo pa, Slovenc je in ostane trdoživ in to razume, samo povedati mu je treba, danes nas je tle 65. Vsak 8. od nas je gasilec. Povejmo na miren način to sosedu, bratu, prijatelju, znancu. 3 tedne nazaj smo bili tle ali pa 4 z županom, z direktorjem, tamle zad na tribun. V enem trenutku, ko je bila demonstracija, kaj zmore Slovenska vojska, policija, zaščita in reševanje, nas je bilo tam ene 4-5 tisoč. Pri letu je helikopter izza hriba reševati, ljudje ga zagledajo in začnejo ploskati. Za to gre. Ponosni smo na tiste, ki nam pomagajo, ki nas branijo in hvala vam. Ne bom več dodal, je tako lepo povedal. Res je lepo povedal, jaz bom pa en stavek dodal. Pa če ni en stavek, me kar neste dol. Kdo bo poskrbel za našo obrambo, če ne bomo mi? Kaj še čakamo? In hvala Bogu.